Hvala lepa vsem za udeležbo. Lep pozdrav na novinarski konferenci stranke po kar relativno dolgem času. Nekako naj bi ti ponedeljki postali redni, tako da vas že zdaj vabim, da si poskušate dati termin v koledar. Vsak ponedeljek naj bi imeli redne strankine konference, novinarske konference. Uro bomo pa seveda sporočali, tako da boste vabila tudi v prihodnje dobili pravočasno. Zdaj mogoče uvodoma nekaj besed okrog razmer v državi, ki, kot vidite, niso najbolj dobre. Lahko bi rekli, da so kar zaskrbljujoče. Posamezni sistemi, podsistemi ne delujejo dobro, nekateri sploh ne delujejo. V ljudeh vedno bolj prevladuje občutek, da države ne vodijo tisti, ki so dobili oblast na volitvah, čeprav so jo dobili v nekih čudnih okoliščinah, po tistem, ko je bil v politično montiranem procesu v zaporu oziroma za zapahe poslan predsednik stranke, ki je takrat uživala največjo podporo v javnosti. Vedno več ljudi ostaja brez dela. Tisti, ki bi si želeli pomagati sami in sami ustvarjati svoja delovna mesta, se soočajo s pretirano birokratizacijo, zapletenimi postopki, vedno višjimi davki in obremenitvami. Država se na drugi strani kljub temu vedno bolj zadolžuje. Kljub temu, da so ustavljene praktično vse investicije, razen tistih, ki so bile začete že v preteklosti in se nadaljujejo, se z rebalansom, ki bo sprejet ta teden, z rebalansom za letošnje leto državnega proračuna, primanjkljaj povečuje za približno 200 milijonov evrov iz milijarde na milijardo 200 milijonov evrov. Mogoče za primerjavo, da bo ta številka bolj jasna, kaj pomeni, ko je mandat prevzela druga Janševa vlada spomladi leta 2012, je predvideni primanjkljaj, ki je bil načrtovan v tistem letu iz 2 milijard 300 milijonov evrov, znižala na milijardo in 100 milijonov evrov. Torej, druga Janševa vlada je primanjkljaj znižala za toliko, kot bo sedaj znašal primanjkljaj v letu 2014. Največja težava predstavlja neka brezperspektivnost pri mladih. Vedno več ljudi, ki konča šolanje, nima dela, ukrepov ni. Podjetja so z različnimi davščinami vedno bolj obremenjena, kar duši razvoj in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest. Tako da se vedno bolj utrjuje občutek med ljudmi, kar ni dobro, da vlada Mira Cerarja nima vizije in ne programa. In vedno bolj se utrjuje občutek med ljudmi, da je predsednik vlade Miro Cerar obu prevelike čevlje. Naslednje, ne nazadnje, kažejo tudi težave na kadrovskem področju, kjer vidite, da smo bili soočeni na eni strani z velikanskimi težavami pri iskanju kadrov za najbolj odgovorne funkcije, se pravi za ministrsko ekipo, kjer smo bili deležni tudi odstopov, kjer še vedno nimamo gospodarskega ministra v razmerah, v katerih so gospodarske razmere resne in zaskrbljujoče. Na drugi strani pa seveda za enormnim kadrovanjem brez ustreznih kompetenc, kar ne govori Slovenska demokratska stranka, ampak kolegi Mira Cerarja v parlamentu, danes recimo poslanec Dobovšek, o tem, da stranka Mira Cerarja odstopa od standardov, ki jih je zagovarjala pred volitvami in s tem tudi od standardov, ki jih je zagovarjala pri kadrovanju. In ta kadrovska erozija je iz dneva v dan večja. Kot vidite, poleg kandidata za ministra, ki mu želim čimprejšnje okrevanje za gospodarstvo, kar pa po mojem mnenju le ni bil glavni razlog odstopa od kandidature, je danes odstopil tudi nedavno imenovani šef Sove, gospod Očko, ki očitno ni imel ustreznih referenc oziroma pogojev za imenovanje, formalnih, pa je bil vseeno imenovan. Skratka, ta
kadrovska zagata na eni strani z pomanjkanjem ustreznih kompetentnih kadrov in na drugi strani z zelo hitrimi zamenjavami kadrov, ki pa so usposobljeni in znajo upravljati svoje delo, samo očitno niso bili ustrezno politično pobarvani, kaže na to, da tudi na kadrovskem področju vlada Mira Cerarja nima ustreznega koncepta. Zapleta se pri evropskem denarju, ki je edini likviden denar, ki v teh razmerah lahko požene kolo gospodarskega razvoja hitreje naprej. Čez mesec dni, konec leta, bo zaključeno prvo leto nove finančne perspektive, torej perspektive 2014-2020, za katero je bilo v času druge Janševe vlade 8. februarja 2013 izpogajanih maksimalna višina kohezijskih sredstev in šele pred kratkim, pred dnevi, je vlada Mira Cerarja sprejela operativni program, kar pomeni, da smo pri črpanju tega denarja izgubili najmanj leto, če ne 2. In celo več, tudi tisti projekti, ki so pripravljeni in ki bi se lahko izvajali iz kohezije in so zelo pomembni projekti, se ne izvajajo zaradi neustrezne operativnosti vladne ekipe, tako prejšnje kot sedanje. Tako vladne ekipe, prejšnje predsednice vlade kot sedanje vladne ekipe, recimo in primer, o katerem ste veliko slišali, poročali in je bil tudi v parlamentu večkrat obravnavan, so projekti zagotavljanja čiste pitne vode širom po državi. V teh dneh poslušamo poročila tudi na območju, iz katerega sam prihajam, z pivškega konca, da voda ni pitna. Eden izmed projektov, ki bi saniral to stanje, je bil tudi projekt vodooskrbe na tem območju in še na 10 drugih, skupno za preko 600 000 prebivalcev, prenove vodovodnih sistemov, projekti vredni nekaj 100 milijonov evrov iz evropskih kohezijskih sredstev sedanje finančne perspektive bi se lahko izvajali, ker imajo vsi gradbena dovoljenja in vsi izbrane izvajalce in že leto dni čakajo na zeleno luč, ki je od prejšnje vladne ekipe in jo tudi od sedanje niso dobili. To, kar je vlada sprejela pred nekaj dnevi o tem, da bodo ti projekti obravnavani prednostno v okviru nove finančne perspektive, pomeni samo to, da je na nek način dano neko minimalno zagotovilo, da ne bodo propadli, se bodo pa morali ponovno prijaviti na razpisih, kandidirati za ta sredstva pod novimi pogoji, kar pomeni, da bo njihova izvedba vsaj za 2 do 3 leta odmaknjena. Nekaj podobnega se dogaja tudi na številnih ostalih področjih, kjer se v glavnem izvajajo in zaključujejo tisti projekti, ki so bili zastavljeni v času prejšnjih vlad, oziroma ki so bili pospešeni v času prejšnjih vlad. Posebno težavo v naši državi in ta težava ni omejena samo na področje, na katero se nanaša, govorimo o pravosodju, predstavlja pravosodje, pravosodni sistem. Ta neučinkovitost, neustrezna organiziranost, neustrezno delovanje tega sistema duši tudi gospodarski razvoj. Tisto, kar je pa najbolj pomembno in kar je posebna težava pravosodnega sistema, so odločitve, ki se sprejemajo, ki nimajo nič s pravom in pravičnostjo ter zakonitostjo. V posameznih primerih te odločitve govorijo o tem, da vrh pravosodja in tožilstva ni avtonomen in neodvisen. O tem govorijo številni primeri, ne jih navedem samo nekaj, ki najbolj izstopajo. Recimo primer Vineta Kordeža, kjer je Vrhovno sodišče, ki ga vodi Branko Masleša, sprejelo odločitev o pretrganju izvrševanja kazni, odkorakal je na prostost. V zadevi Patria pa take odločitve ni bilo mogoče sprejeti, kljub temu, da je šlo v primeru gospoda Kordeža za tok denarja, za otipljive zneske, pri Patrii pa za obljube neznanega dne na neznanem kraju med neznanimi osebami in na neugotovljen komunikacijski način. Še hujši je primer bivšega lastnika in direktorja SCT-ja gospoda Ivana Zidarja, ki je kljub več kot leto dni izvršljivi pravnomočni sodbi še vedno na prostosti, zdravstveno nezmožen za zapor,
očitno pa zdrav za številne druge aktivnosti. Tudi v tem primeru je šlo za konkretne zneske, ne samo za fiktivne in neobstoječe obljube. In teh primerov, ki mogoče niso tako izstopajoči kot ta dva, ki sem jih navedel, je ne na desetine, na stotine, na tisoče, bojim se na 10 000, ker pravna država ne deluje za vse enako, kar vse govori o tem, da pravosodje ni ne neodvisno in neavtonomno. Torej, vrh ledene gore nedelujočega pravnega sistema ne predstavlja samo proces Patria, pač pa predvsem številni drugi primeri. In kljub temu je vladajoča večina v parlamentu se je poleg tega poslužila še, po mojem mnenju, barbarskega dejanja z odvzemom mandata poslancu, ki je na volitvah dobil največ glasov. Tudi protipravnega dejanja. Torej, politični prostor, glede na vse te razmere in okoliščine, seveda ni normalen in ne deluje normalno. Za normalizacijo političnega prostora je nujno, da se tako glede procesa Patria kot ostalih z njim povezanih odločitev nemudoma in brez nadaljnega nekajmesečnega odlašanja izrečejo pristojna sodišča. Torej, da čim prej sprejmejo odločitve, ter da s tem omogočijo odločanje neodvisnim pravosodnim instancam izven naše države. Zdaj, glede ukrepov oziroma orodij za normalizacijo teh gospodarskih in ostalih neugodnih razmer v naši državi, ima stranka na voljo predvsem parlamentarne mehanizme in parlamentarna orodja. In teh se bo seveda poslužila. V okviru teh parlamentarnih orodij, ki jih imamo na voljo, se pravi pobude, vlaganje zakonov, predlaganje ukrepov in tako naprej, bomo poskušali vplivati na spremembe v pravosodju, ki so nujne, kar priznavajo tudi tisti, ki imajo trenutno oblast v rokah, in sicer spremembe, ki bodo v bodoče onemogočale take zlorabe pravosodja, kot smo jim, pokazal sem vam na primerih priča danes. Poleg tega bo stranka aktivna seveda tudi na vseh drugih področjih v okviru parlamentarnih mehanizmov, ki jih imamo na voljo, vse s ciljem, da se razmere v državi normalizirajo, da se stanje izboljša in da tisti, ki so sicer v dvomljivih okoliščinah dobili odgovornost za to državo, tudi resnično začnejo vladati, ne pa da bomo še naprej priča temu, kar je mnenje številnih, da dejansko vladajo drugi. V teh dneh se Slovenija sooča tudi z številnimi težavami, ki pestijo ljudi. Ne omenim poplave, kjer v stranki pričakujemo, da bo v najkrajšem času sprejet akcijski načrt, ker je po našem mnenju 3/4 tega, čemur smo bili priča v preteklih dneh, mogoče odpraviti preventivno. S pravočasnim delovanjem, s pravočasnim čiščenjem vodotokov in z vsem tistim, kar bi morali početi za to, da bi na območjih, ki so izrazito poplavno nevarna, lahko preprečili pojave, ki smo jim bili priča v preteklih dneh. Na področju naravne ujme, ki je v začetku letošnjega leta prizadela dobršen del države, je bil tudi na našo pobudo, kot veste, spomladi sprejet zakon, ki je urejal povračilo škode za posledice žleda in poplav, ki so nastale po njem. Po naših informacijah doslej iz tega naslova ljudje, podjetja niso dobili izplačanih nobenih odškodnin. Naša poslanka Slovenske demokratske stranke v Evropskem parlamentu, Patricia Šulin, je pred kratkim kot poročevalka predstavila predlog razreza dodelitve sredstev iz tega solidarnostnega sklada za odpravo teh posledic in za našo državo predlagala najvišji znesek v regiji, 18 milijonov evrov. Pričakujemo, da bo vlada čim prej upoštevaje ta znesek, ki bo prejet iz solidarnostnega sklada, kot ostala sredstva, ki so bila predvidena z zakonom, tudi namenila vsem tistim, ki so bili spomladi z žledom in poplavami po njem prizadeti.
V stranki tudi menimo, da bi bil čas, da bi se vladajoča koalicija bolj premišljeno lotila kadrovanja, da ne bi prihajalo do takih zapletov, kot smo jim bili priča v zadnjih dneh z gospodarskim ministrom, z direktorjem Sove, praktično z dvema gospodarskima ministroma oziroma enim kandidatom in enim ministrom in še številnih drugih težav, da bi se predhodno pogovorili v koaliciji, predvsem z koalicijskimi partnerji, Socialnimi demokrati in Desusom. Zato pričakujemo, da tudi v bodoče ne bo prihajalo do menjav ljudi, ki so se na svojih mestih izkazali kot kompetentni in sposobni. Za 26. november je predvidena zamenjava celotne uprave Darsa. Ljudje, ki sedijo v tej upravi, so svoje delo opravljali dobro. Rezultati kažejo, da je Dars v zadnjih 2 letih posloval bistveno bolje kot kadarkoli v preteklosti. Torej, pred kakršnokoli menjavo, ki bi ogrozila dolgoročno stabilnost takega podjetja, kot je Dars, bi bilo prav, da se ocenijo tudi vse ostale posledice, ki lahko iz tega naslova nastanejo. To seveda ne pomeni, da negiramo pristojnosti vlade na tem področju, menimo pa, da način, ki je bil obran v preteklosti, ni bil dober.